Ej, a pa se tebi sploh še da danes v kino, ker meni se sploh ne da več, ne. Kaj sem razmišljala, da te zgodbe, ki jih gledamo po teh filmih, so toliko neresnične, pa toliko manj zanimive od tistih, ki se dogajajo v resnici. Ne razumem, kaj s tem misliš? Danes sem bila pri Klaudiji, ne, pri sestri svoji, in Mojčka ta mala, glih kar zaključuje osnovno šolo in pa čisto razumem, ne veš še, kaj bi rada bila po poklicu, ne. Ej, veš, kako so se skregali. Ej, ne morem verjeti, da je Klaudija tvoja sestra, ne. Čist nič ti ni podobna. Ti je pa ta mala Mojca toliko bolj, ne. Izrezana teta, ista ti, presežem. Kaj pa tokrat ušpičila? Ne, ma nič ni ušpičila, jaz se čisto razumem, ne ve, kaj bi bila po poklicu, ne. In potem so vsi začeli, pa bo slaščičarka, pa bo orodjarka, pa bo, ne vem, cvetličarka, 1000 enih poklicev in so ji težili in težili. In potem je bila ta mala že toliko živčna, da je na koncu sama rekla, pa pusti me že enkrat pri miru, jaz bom podjetnica. Zakon, ta mala je res zakon, ej. Lej, veš kaj predlagam? Da greva midva zdaj na vročo čokolado, meni se tudi ne lupet več v kino, pa mi boš vse v detajle razložila. Lejva. In pol so vsi v luft skočili, ne, kažna podjetnica neki, to ni noben poklic, a veš, ti moraš v šolo, zato da boš imela en poklic in pol se pri nekomu zaposliti, pa biti podjetnik je tvegano, pa take, ne. Ta mala je bila toliko živčna, da je zlafala v sobo, se zaprla in pa sem prišla do nje čez 10 minut in jo prosila, naj mi odpre in ona meni, ej, manjša, pa meni noben ne razume, a veš, jaz imam toliko enih idej, toliko stvari bi rada počela, toliko stvari me zanima, da se ne morem odločiti za en poklic in noben od teh poklicov mi res ni všeč, ne. No, sam midva jo razumeva, ne. Zato jo bova oborožila z argumenti, ne, da bojo prepričali njene starše, naj ji ne težijo, ne. Njej bova pa pomagala izbrati eno šolo, ki bo kasneje vseeno prav prišla, ne. Ampak moraš priznati, ta mala je pogumna, prava mlada podjetnica. Pa ne samo pogumna, a veš, pridna, delavna, zainteresirana. Komunikativna, prodorna, sposobna. Se pravim, prava izrezana teta, čisto je podobna. O, to komplimentov mi pa že dolgo ni izdal. Ampak veš kaj, jaz predlagam, da začneva z raziskavo jutri, ne? Začniva jutri, ker na mladih svet stoji. Je tako. Ti ne boš verjela, včeraj mi je Srečo na basketu povedal, da ima njegov sin iste probleme kot tvoja Mojca. Ne, noben konkreten poklic ga ne zanima, rad bi samo organiziral na nek poseben način koncerte, ker je nor na muziko. Tako da imaš kakšno idejo, lahko bi tudi njemu pomagala, ne? Ja, veš kaj, jaz mislim, da bova šla zdaj kar do Violete Bulc, ona nam bo malo več povedala o podjetništvu, ampak potem bova pa naprej raziskvala na internetu, to bo ena stvar, dobila se bova še z drugimi podjetniki in potem bova šla s temi informacijami do njiju, ne, in ima vse to predala. Ej, kako je njemu že ime? Ej, pojma nimam, vem samo to, da je zelo drzen, glava polna idej, svoj prosti čas si sam organizira, želi biti uspešen. Super. Svidenje. Gospa Bulc, razlog, zakaj sva danes z Mašo tukaj pri vas, je, ker bi izvedela rada nekaj več o podjetništvu. No, v bistvu ne midva, ampak moja načakinja in sin njegovega prijatelja se zanimata za idejo podjetništva, v tem, kako sploh stvari potekajo. Zdaj že v teh svojih relativno mladih letih sta že čisto navdušena nad tem, pa bi jima midva to rada malo podrobneje predstavila, zato sva tukaj pri vas. Če nama lahko poveste, kaj je podjetništvo in odkot izhaja ideja o podjetništvu. Ja, podjetništvo je predvsem, kakor ga jaz vidim, nek življenjski stil. In če tudi pogledam pri sebi, kdaj sem se odločila za podjetništvo, je bilo to v enem prelomnem obdobju, ko sem razmišljala, ali še naprej predvsem izpolnjevati neke vizije podjetja ali posameznikov, ki vodijo ta podjetja, ali pa verjeti v svojo lastno vizijo, v svoj lastni pogled in začeti to seveda tudi razvijati na samostojni poti. No in tako sem se jaz osebno odločila za podjetništvo. Kako pa bi recimo privlačili mlade oziroma jih navdušili nad tem, da bi nekoč odprli svoje lastne podjetje? Jaz predvsem spodbujam vsakega mladega, da resno razmisli in najde pogum in se preizkusi v podjetništvu. Tudi če vas potem pot
peljajo v multinacionalke, v velika korporativna okolja, ali pa če se odločite, da delate za nekoga drugega, življenjska izkušnja, ki jo prehodite, ko se odločite za manifestacijo, podporo, realizacijo svoje lastne ideje, je fantastična in zavedno zelo koristna. No, poleg prednosti tega poklica podjetnika ima pa verjetno ta poklic tudi slabosti, ne? Na kaj morajo biti previdni tisti, ki se podajajo v podjetništvo? Predvsem, morda v prvi vrsti treba razumeti, da podjetništvo je kljub vsemu resna stvar, kar pomeni, da je treba vložiti veliko neke energije, znanja, konstantnega izobraževanja. Ves čas moraš biti odprt za nove ideje, biti pripravljen sodelovati, biti pripravljen se zelo hitro odločati in tudi spremeniti morda včeraj še zelo trdna stališča zaradi spremembe na trgu, zaradi nekih sprememb v vrednostni verigi, v kateri nastopaš, moraš zelo hitro sprejeti odločitev, da boš pa zdaj seveda hodil drugačno pot, kot si jo mogoče še pred dnevom ali dvema začrtal. No, predvsem je pa mogoče pomembno razumeti, da sama ideja ni dovolj. Da podjetništvo je vse več kot samo ideja. Idejo je najprej treba seveda spraviti do nekega prototipa, do nekega delujočega stanja in temu rečemo v žargonu invencija, se pravi nekaj, kar je drugačno, kar je novo in potem šele, ko imamo nekaj, kar deluje, navdušiti pravi tržni segment, da to pazi, ceni in plača in temu potem rečemo inovacija. In lahko bi mirno rekla, da vsak uspešen podjetnik je na nekem področju tudi inovator, drugače mu ne bi uspelo, da bi lahko razvil svojo idejo do tržne manifestacije. Kako je pa v podjetništvu s sodelovanjem? Mnogi mladi si mislijo, aha, podjetnik bom zato, da bom sam svoj gospod, o vsem se bom odločal sam, vsi ostali me ne zanimajo. Je res tako? Hitro ugotoviš, da podjetništvo je pravzaprav eno ogromno povezovanje. Mreženje, iskanje pravih partnerjev, iskanje pravih sodelavcev, iskanje pravih strank, iskanje pravih dobaviteljev. Ves čas se mrežiš in tisti, ki misli, da bo uspel sam, zgolj samo s svojim lastnim aranžmajem, to so ponavadi svobodni umetniki in tudi oni so lahko zelo uspešni, vendar to ni tista tipična definicija podjetnika. Hkrati je pa tudi zelo pomembno, da vsak pri sebi tudi razčisti in razume, da podjetništvo zahteva tudi veliko vloženega dela. Velikokrat se poenostavlja in misli, zdaj, če imam pa dobro idejo, se bo pa sama po sebi uresničila. Zato že vsakmu na začetku poti svetujem, in to zna biti včasih šok, je, da mora poskrbeti najprej za to, da bo sposoben plačati račune. Se pravi, najprej si poišči posel, ki ti plačuje položnice. Zato, da lahko svobodno potem zadihaš. Se pravi, da že v začetku imaš nekaj, kar generira redni prihodek. In potem imaš veliko osvobojenih sil, da se pa lahko predaš idejam in zgodbam, ki ti res izvirajo iz duše in ki jih lahko potem sistematično razvijaš in na dolgi rok tudi spraviš v življenje. Veliko ljudi, recimo, ko govori o uspešnosti, ko vidi človeka, ki ima drag avto, lepo obleko, drago, reče, ta pa je uspešen. Je pri, recimo, poslovnežih, podjetnikih ravno tako. Če ima to, je pa uspešen, ima uspešno podjetje. Ja, za določen segment gotovo drži. Se pa pogovarjamo, kadar govorimo o tem sistemu vrednot. Za nekatere podjetnike je seveda sistem vrednot materialna dobrina. In to je čisto korektno. Za vse več podjetnikov pa postaja v bistvu življenjski stil, slog, tisto, kar je vrednota. Se pravi, ne samo najdražji avto, ampak pomembno je, da si jaz lahko vzamem prosti čas, da imam dopust, da imam čas za otroke, za družino, da imam čas za lastni razvoj, za iskanje novih razvojnih možnosti, ki mi jih ponuja ali lastni razvoj ali razvoj celotnega tima in podjetja. Tako da se mogoče ta klasičen pogled na podjetnika, da je uspešen sem tisti, ki ima drag avto in pa veliko hišo in ki seveda zunaj zelo kaže veliko finančno moč, se počasi uravnoteža tudi z tistim stilom podjetnikov, ki predvsem stavijo na življenjski stil. Lahko recimo rečemo, da je uspešno podjetje tisto podjetje, kateri zaposleni rečejo, jaz pa rad delam za to podjetje, sem ponosen, da delam za to podjetje. Srčno upam, da je čedalje več takih podjetnikov. Meni osebno je to zelo pomembna komponenta. Zopet govorimo o sistemu vrednot. Mi recimo Vibakom kot tak je tudi član Organizacije združenih narodov Global Compact, ki ima svoj chapter v Sloveniji
ki pravzaprav spodbuja pošteno poslovanje. In eden glavnih komponent tega so zaposleni. In jaz najbolj uživam, ko vidim, da se moji zaposleni razvijajo in to tudi pričakujem. Filozofija Vibacoma je, da mi lahko rastemo samo tako hitro, kot raste naš tim. In seveda z vsakim, ko vidim, da generira nove ideje, poskušam te ideje tudi podpreti in velikokrat Vibacomovo širitev ali pa nove storitve in produkti izvirajo pravzaprav iz pobud, ki jih dajo zaposleni in se širimo tako, kot se pač lahko širi osebnostni razvoj posameznikov. Gospa Violeta, hvala za tele odgovore. Jaz mislim, da bova z vašo pomočjo lahko našima mladima prijateljima kar veliko pomagala, tako da še enkrat najlepše hvala. Hvala vam.